Na Martinovo na Šmartnem na Pohorju praznujejo krajevni praznik. V okviru praznika so tudi letos pripravili nekaj prireditev. Osrednja proslava je potekala preteklo nedeljo v prostorih osnovne šole Šmartno na Pohorju. Zbrane je nagovorila predsednica krajevne skupnosti Šmartno na Pohorju Kristina Pregl. Danes smo se tukaj zbrali s posebnim namenom, da praznujemo naš praznik, dan, ki nekako pripada vsem nam. To je čas, ko se ozremo nazaj na prehojeno pot, se zahvalimo za vse, kar smo skupaj dosegli in nekako pogledamo tudi naprej v prihodnost. Naša skupnost je več kot samo kraj na zemljevidu. Smo ljudje, ki skupaj živimo, si pomagamo in nekako ustvarjamo zgodbo našega kraja. Vsak izmed nas ima pri tem pomembno vlogo. Ni pomembno, kako veliki ali pa kako majhni so naši prispevki, pomembno je, da vsak doda neko nit v preplet te naše zgodbe. Zdaj naš kraj se razvija z delom, prizadevanji in predanostjo vseh vas. Smo uspeli tudi uresničiti določene projekte, ki nekako izboljšujejo kakovost življenja tu pri nas. Pa če mi dovolite, da se na kratko dotaknem nekaterih. Zdaj, kot ste verjetno opazili, naš dom krajevne skupnosti dobiva novo podobo. Tu smo uspeli skupaj z ostalimi lastniki oziroma stanovalci zamenjati streho doma in strešna okna. Zdaj prehajamo v drugo fazo, ravno v naslednjem tednu nam pridajo menjati še ostala okna in vhodna vrata. Potem, kar se tiče naših cest, nekako enega izmed naših največjih problemov. Zdaj tako je, koliko sredstev pač dobimo, toliko lahko delamo. V letošnjem letu smo uspeli asfaltirati 600 metrov javnih poti. V pripravi je podlaga za asfaltiranje proti Lovski koči. Lokalno, če pogledamo, pa se trenutno zaključuje projekt preplastitve ceste Ošelj Zgornja Nova Vas v skupni dolžini cirka 2 kilometra. Zdaj, kar se tiče samega vzdrževanja cest, jih pač poskušamo redno vzdrževati. Zdaj problem nam pač predstavljajo neurja, vsi vemo, so vedno pogostejša, nažalost tudi vedno hujša. V ta namen smo uspeli urediti tudi kar nekaj novih prepustov, dodatnih odvodnjavanj. Cilj pri cestah nam nekako je, da najprej poskrbimo za glavne, oziroma jaz jim rada rečem povezovalne ceste, potem pa se lotimo še stranskih cest oziroma po naše odcepov. Zdaj, konec lanskega leta smo uspeli pripeljati tudi optiko do Zgornje Nove Vasi. Nekaj malega se dogaja zdaj še v Spodnjem Prebokovju. Na tem področju mi smo skozi v stiku dogovorih z investitorjem, oziroma to je podjetje Telekom, ki v bistvu vse to vodi in upravlja in se dogovarjamo, kako naprej tudi na tem področju. Zdaj srečujemo se trenutno tudi s problematiko prostorske stiske v vrtcu. Na to temo potekajo intenzivno dogovori skupaj z občino, kako rešiti to problematiko. Vesela pa sem, da nam je občina prisluhnila in namenila sredstva za energetsko obnovo naše šole. Zdaj dela, jaz upam in si želim, da bi se verjetno začela tudi že v drugem letu. Trenutno se zaključuje pač še potrebna dokumentacija. Zdaj, razumeti je treba, da pač časi niso rožnati, predvsem kar se tiče sredstev. Jaz tukaj bom rekla malo zamerim ali pa kar fejst zamerim državi, ki nas pri tem res zelo omejuje, v prvi vrsti občino, posledično pa potem seveda tudi nas. Rekla bom tako, da poglejmo vseeno naprej z optimizmom, z vizijo, kako naš kraj še izboljšati, da bo prijeten prostor za vse generacije tu pri nas. Jaz menim, da skupaj lahko uresničimo cilje, če le ostanemo povezani. Naj bo današnji dan praznik povezovanja, praznik druženja, praznik optimizma. Še naprej ustvarjamo kraj, na katerega bomo vsi ponosni. Verjetno ste opazili namen vseh prireditev, ki so se odvijale pri nas v tem vikendu. Moja želja je bila, da se družimo, da smo povezani. Uspelo nam je povezati vsa društva v našem kraju, kar boste lahko tudi danes videli tekom programa te prireditve.
Zahvala gre vsem, ki pač s svojim trudom in časom prispevate k uspehu našega kraja. Hvala posameznikom, hvala društvom za njihov nesebični prispevek, hvala občini, hvala županu, hvala šoli. Ob krajevnem prazniku vam jaz še enkrat iskreno čestitam. Čestitam tudi aktivu kmečkih žena ob njihovi obletnici, 40. obletnici. Naj bo praznik priložnost za veselje, priložnost za druženje in nekako naj bo priložnost oziroma naj bo ponos za naš skupni dom. Hvala lepa. Na prireditvi so podelili tudi priznanje aktivu kmečkih žena Šmartno na Pohorju za 40 let delovanja in Ireni Purk za dolgoletno delovanje v domačih društvih in krajevni skupnosti. Proslavo so popestrili s kulturnim programom. Czego